Smo v tednu molitve za edinost kristjanov, zbiramo se okoli mize Božje besede in Božjega kruha. Beseda nas očiščuje, razsvetljuje in kaže pot. Kruh pa nam daje moč, da besedo uresničujemo v življenju. Pri poslušanju in razlaganju Božje besede smo si že zelo blizu z drugimi kristjani, saj nam je Sveto pismo skupno. Pri obhajanju Evharistije pa smo še na poti, ko občutimo bolečino, ker skupna udeležba še ni možna. Naj ta zavest poživi naše hrepenenje po polnem občestvu. Molimo. Gospod Bog, milostno pomagaj svojemu ljudstvu, podeli nam darove svojega duha, da bomo vedno rasli v ljubezni do resnice in si iskreno prizadevali za popolno edinost kristjanov, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo. Božja beseda je blizu. Berilo iz 5. Mojzesove knjige. Gospod je govoril Mojzesu: zapoved, ki ti jo danes dajem, zate ni pretežka in ni oddaljena. Ni na nebu, da bi mogel reči, kdo se bo za nas povzpel v nebesa, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti. Tudi ni onkraj morja, da bi mogel reči, kdo se bo za nas odpravil čez morje, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti. Kajti prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ. Glej, danes sem položil pred te življenje in srečo, smrt in nesrečo, ko sem ti danes zapovedal, da ljubi Gospoda svojega Boga, da hodi po njegovih poteh in izpolnjuj njegove zapovedi, zakone in odloke. Tako boš živel in se množil in Gospod tvoj Bog te bo blagoslavljal v deželi, v katero greš, da jo vzameš v last. Če pa se tvoje srce obrne in ne boš poslušal in se boš dal zapeljati, da bi se priklanjal drugim bogovom in jim služil, vam danes naznanjam, da boste gotovo uničeni. Ne boste podaljšali dni v deželi, v katero greš, ko greš čez Jordan, da jo vzameš v last. Nebo in zemljo kličem danes za pričo proti vam. Predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izberi torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod, tako da ljubiš Gospoda svojega Boga, poslušaš njegov glas in se ga držiš. Kajti v tem je tvoje življenje in dolgost tvojih dni, ki jih smeš preživeti v deželi, za katero je Gospod prisegel tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da jim jo bo dal. To je Božja beseda. Odpev: Gospod, tvoje zapovedi so moje veselje. Gospod, tvoje zapovedi so moje veselje. Pravičen si, o Gospod, in iskren v svojih sodbah. Razglasil si svoje pričevanje o pravičnosti in popolno zvestobo. Gospod, tvoje zapovedi so moje veselje. Moja gorečnost me razjeda, ker so moji nasprotniki pozabili tvoje besede. Tvoj izrek je zelo prečiščen in tvoj služabnik ga ljubi. Gospod, tvoje zapovedi so moje veselje. Majhen sem in preziran, tvojih ukazov nisem pozabil. Tvoja pravičnost je pravičnost na veke, tvoja postava je resnica. Gospod, tvoje zapovedi so moje veselje. Stiska in nadloga sta me zadeli, tvoje zapovedi so moje veselje. Pravičnost so tvoja pričevanja na veke, daj mi razumnost, da bom živel. Gospod, tvoje zapovedi so moje veselje. Aleluja.
Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Mateju. Ko je Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro, sedel je in njegovi učenci so prišli k njemu. Odprl je usta in jih učil. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali. Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali. Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovani bodo Božji sinovi. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse hudo o vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko. Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami. Kristusov evangelij. Nagovor je iz knjižice Ekumenske zbirke srečanja za molitveno osmino. Zapoved, ki ti jo dajem, ni pretežka, ni oddaljena, prav blizu ti je beseda v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolniš. Ko to beremo, se zdi, da nismo več v stari zavezi, ampak v novi zavezi, saj apostol Janez pove isto v svojem pismu. Njegove zapovedi niso težke. Božja beseda nam je blizu, položena je celo v naše srce, kjer se v vesti srečujemo z Božjo postavo. A tudi pisana Božja beseda nam je blizu. Vsak dan je pogrnjena miza besede pri sveti maši. Odkar smo Slovenci sredi 8. stoletja prijeli krščanstvo, se nam oznanja v razumljivem jeziku. S hvaležnostjo mislimo na našega Primoža Trubarja in Jurija Dalmatina, ki sta nam jo z orjaškimi napori in odrekanji v 16. stoletju prevedla celotno svetopismo v naš jezik. Zadnja leta smo prav tako z velikanskim delom prevajalcev dobili nove in nove prevode, ki so nam vedno na dosegu roke. Bog nas postavlja pred izbiro, sreča ali nesreča, življenje ali smrt, blagoslov ali prekletstvo. Noče sužnjev, ampak svobodne ljudi. Sami moramo izbrati, on prvi in dosledno spoštuje našo svobodo. Božje misli so vedno usmerjene v našo srečo. Mislim na rešitev in ne na nesrečo, govori po preroku Jeremijo. To postane še bolj jasno v Jezusu. On je čista rešitev, kar poveže njegovo ime, ki pomeni Bog rešuje. On vse dela zaradi nas in zaradi našega zveličanja. Vse stori za druge, za nas in za našo srečo. O tem govorijo blagri, ki so obljubo in zagotovilo sreče. V vzhodni liturgiji jih berejo oziroma pojejo pri vsaki sveti maši. Vi ste že čisti zaradi besed, ki sem vam jih govoril, pravi Jezus pri zadnji večerji. Njegova beseda nas očiščuje naše poglede in namene. O poslušanju njegove besede v cerkvi se nam pojavijo najboljše misli in spoznanja. Tam nas preblisne rešilna misel, tam pridemo do odgovorov na najtežja vprašanja. Jezusova beseda nas tudi spreminja, če mu to pustimo. Popravlja smer, če skrenemo s poti. To pripravljenost je lepo izrazil sveti Nikolaj iz Frue, zavetnik Švice. Človek samote, miru in sprave. Zanj še posebej velja blagor miroljubnim, blagor tistim, ki delajo za mir. Kaj pomeni pustiti Bogu, da nas spreminja, pove njegova molitev, ki se glasi: Moj Gospod in moj Bog, vzemi mi vse, kar bi me oviralo, da ne pridem k tebi. In daj mi vse, kar mi bo pomagalo, da pridem k tebi. Vzemi mene meni in daj mene popolnoma tebi.
vso slavo. Pojte Gospodu, njegove dvore stopite. Pojte mu hvalu i srca ga molite. Zapojte nebesa, hvali Gospoda, raduj se vsa zemlja. Pojte Gospodu, ki prišel bo ob sobi, njega slavite.